Dober dan, pozdravljeni v novi še eni oddaji z naslovom, ki ga zdaj že ima, Odnosi so zakon. Predno začneva zares z Alešem Čelinom, ki je danes spet moj gost. Aleš, lepo pozdravljen. Dober dan, živijo Benjamin, živijo vsi, ki te poslušali. Ja, naj jo poslušajo. Predlagam, da začneva to oddajo tako, kot so prejšnjič, kot smo zdaj že uvedli v prakso, da začnemo z eno kratko molitvijo. Potem pa bova nadaljevala s temo, katero še povemo. Hvala. V imenu Očeta In Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Bog, danes na praznik svetega grešnega telesa in krvi te vabiva, da si z nama v tej oddaji, v tem najinem pogovoru in da si seveda po svojem svetem duhu tudi z vsemi, ki bojo to poslušali, da odpreš naše srca, naše misli, naša ušesa, da bomo slišali tisto, kar je za nas dobro in kar potrebujemo v tem trenutku najbolj. Prosim te, blagoslovi Aleša, da imamo jasnost misli in besed. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Ok, fajn. Praznični dan. Odnosi, ki so zakon. So ali pa niso, Aleš? Midva sva rekla, da bova v teh oddajah, ki jih bova nekako v sekvencah delala, sicer ne bomo vedno samo s teboj, ampak bi pa rad res, da smo večkrat, ker imaš veliko za povedati. Še posebej na področju res moškosti in enega zdravega razvoja moškega. In ko sva se pogovarjala o tem, kako bi te oddaje zastavila, sva nekako rekla, da ugotavljava, da so 3 tipi moškega, ki bi jih želela obdelati. In sicer, če povzemam tudi malo po tvojih člankih, na tvojem blogu Preprostost, obstaja, bi rekel, en tak upognjeni slovenski moški, ki se že s telesno govorico kaže, da je upognjen, in prav o tem bi midva danes govorila. Obstaja pa tudi tisti runkelj, po domače, tisti, ki je še zmeraj nekako avtoritaren v svojem načinu vladanja v svoji družini, ki ne vidi svoje žene, ki ne vidi čustvenih potreb svojih otrok in tako. Tega bova drugič obdelala. Potem je pa še nekdo, ki se ga... Tak sem bil jaz, veš, tak sem bil jaz na začetek, da ti povem. Sem bil, pa sem še, pa tem kar prekinil, da nova rekla, runkelj niso vsi oni drugi. Tak sem bil jaz, ko sem pri 30-ih še malo prej začel s padalom letati, veš. In z 2 hčerkama, ki sem jih imel, sem bil 2-krat na teden v luftu po ure in ure, namesto s hčerama. Potem sta se rodila še 2 fantka, jaz še vedno v luftu, še vedno v luftu 2-krat na teden za ziher, če ne tudi večkrat. In to je včasih po par ur, vsekakor pa 2 cela popoldneva nisem bil svojo družino. Tako da, ampak Bog poskrbi za ta runkeljna in mene je sklatil z neba, večkrat o tem govorim, in sklatil z neba, ne bom zdaj cele zgodbe, ampak dobesedno sklatil z 300 metrov dol, k sreči se mi je pa dalo še nekako nazaj odprlo, sem priletel na eno smreko in vstal živ. Takrat sem sklenil, takrat sem se malo zamislil, pogledal vase in si rekel, lahko bi ženi pustil 4 otroke, 4 sirote, vdova mlada, težko bi se prebijala najbrž skozi življenje, ni prav to, kar delaš. Tako da, Bogu hvala za ta božji poseg, bi rekel zdaj. Takrat nisem tako videl božjega posega, pač smolo si imel, neumen si bil ali nekaj si narobe naredil. Tehnično sem gledal na te stvari, ampak zdaj pa 58 vidim, da je bil to božji poseg in od tu naprej se je pot začela na boljšno. Tako da Nova govorila, runkeljni so uni, mi kristjani smo pa, gremo carski. Tako ja. Okay. Da sem pred zapeljal. Si pred zapeljal v ono smer, ki sva rekla, da bova drugič, ampak v redu. Hotel sem reči, da obstaja še 3. vrsta
kamor pa bi se morda dala midva, ne? Na poti, se pravi, daleč od idealnega, mogoče ti bolj izune tarunklaste strani, jaz morbiti bolj izune upognjene strani, ker si ne morem niti predstavljati, da bi mi žena pri 4 otrocih dala, da bi 2-krat na teden leto, veš. Moja je izjemno potrpežljiva, bila in še je eno. Ja. In ponižna pa včasih praviš tudi ponižana, ne? Bila, ja, da upam, da ni več, no, da si neki, veš kaj, še en pojem bi rad uvedel tole, da smo prizadevni, a veš, to se pravi, jaz vidim može v družini in življenju, in žene seveda, ampak danes je tema mečkan bolj moška, pa bova bolj nagovarjala moške, ne? Da si prizadevamo, a veš, to se pravi, da uvidimo in si prizadevamo, lahko da gremo počas, morda za koga prepočas, ampak važno je, da gremo v pravo smer, no? In tega je v družini in življenju veliko, tako da Bogu hvala, no, za te lepe zglede mož, tudi za njihova pričevanja, takole, ko se pogovarjamo, pa tudi javno, kar govorijo, tako da, a veš, danes bova pa bolj o teh upognjenih govorila in kako iz upognjenosti se mi zdi, no, tako. Ja, predvsem to je namen, ne? Ja, da vidimo. Kar izvoli, da nam jaz prevzel vodenje vdaje. Ja, saj dobro. Lej, ja, tako, ko si zdaj lepo nazaj napeljal na to upognjenost, pač, daj mi mečken povej, dal bi en disclaimer, lepa slovenska beseda na začetku, vse, kar se pogovarjava, ali govoriva iz osebnih izkušenj, ali pa mečken generalizirava, se pravi, govorimo o nekem pojavu, ki ga opažava, ne, opažamo pred dižu, ki ga ti vidiš v svojih, bi rekel, opazovanjih okolice in ljudi, tako da to je vseeno malo tako nasplošno generalizirano, in potem iz tega zvedemo bolj na konkretne primere, vsak zase lahko, ne. Ampak kako tako nasplošno vidiš ta upognjeni tip tega moškega v Sloveniji danes, se pravi leta 2020? Kje je, odkot je prišel, kakšen je njegov notranji svet, bolj bova pa še kaj naprej. Ja, takole enkrat, odkje je ta izraz upognjen? Enkrat sva z Marinko hodila po Golovcu in videla pred nama družino. Mati navdušena se pogovarjala s hčerko, neki sta se zelo lepo menile, pogovora ni bilo slišati, ne. Oče pa upognjen, prav fizično je bil tudi upognjen, v svoje misli ujet. Morda je bil še malo v službi, ne, z mislimi v službi, pri enem projektu, pri kakšnem gnjavljanju šefa morda. In zraven je bil še en sin, ki je letel kot en, ne vem, zgubljenec, metel ene palce, stalno je drezal v očeta in ta oče se ni odzival na nič. Jaz ne vem, zdaj, jaz to vedno pol iz ene zgodbe, ki jo vidim, naredim celo dramo in naredim neki splošen pojav. In dejansko je bila ta družina meni prispodoba pravzaprav današnje družine. Mati pokončna se ukvarja, se zanima, je tu, je prisotna z mislimi, z besedami, z dejanji, z držo telesa, oče pa tam nekje odsoten. Res lep, meni je bila to prispodoba, da se razumemo, kaj jaz vem, kaj je oče v resnici razmišljal, kakšen konkretno je ta bil. Ampak mi smo tako generaliziramo, ne, Bog ne daj, da to velja za vse, ampak smo nekako upognjeni v svojih mislih, nič nas ne zanima, a veš, tudi mene niso otroci, ne vem, takrat zanima. Mene je to takrat, ko sem letal s padalom, ne. Ma daj, da se imam jaz fajn, da denar dam nosom, da gremo, ne vem, na ta izlet, na izlet, da gremo na morje. V glavnem, stika z otroki nisem imel dovolj, no. Nisem imel dovolj, mislil sem pa, da sem idealen, ne, da se razumemo, veš. To je ta diskrepanca, ne. Pa tukaj je verjetno tudi razlika med tistim runkelnom pa tistim upognjenim. Mislim, da unga upognjenega bolj kriv, da toče, ta runkel pa misli, da je vse fajn. Ali kako? Ja, da je vse fajn, veš, pa da ni nič narobe, ne, še več, idealni smo, ne. A veš, upognjen pa tudi ne vidi težav, ne. Pa tudi ne vidi težav, ampak mu je
čist dovolj, da je telesno prisoten, pa bo znal pol povedati, kljukco sem naredil, lej, skup smo šli, saj sem tukaj bil, ne, a veš, ampak ta na sina ni imel nobenega vpliva, nasprotno, imel je vpliv, ki ga prinese ignoranca, a veš, ignoranca je pa nekaj najhujšega, ne, je pa nekaj najhujšega, nisi vreden, da se jaz s tabo ukvarjam, je bilo sporočilo sinu. Sploh tvoje besede, tvoja palca, ki jo ti nekam vržeš, mi nič ne pomeni, a veš. In ta ignoranca je to povzroči eno tako lakoto, eno tako, sem napisal, luknjo, a veš, luknjo, ki se bo zapolnila, luknjo željo, hrepenenje po očetu, da te pohvali, da te vidi, da ti da priznanje, v tem primeru tega fantka, da delač vržeš palca, ne, da nekaj si sposoben, veš, da te potrdi, da te ata kot fantka potrdi, ne, model, dobro si tole vrgel, ne, veš. Jaz imam tega še kar naravnega talenta, da to delam, veš, ampak kaj ka me ni bilo, ne? Kaj ka me sploh ni bilo, da bi opazil, da bi povedal hčerkam, da so lepe, a veš, da so krasotice, da so lepotice, da je, ne, wow, ne. Me preprosto ni bilo, ne. Korporacija te posrka, potem pa še šport, ki zahteva veliko časa, ne. Praviš, ta luknja, praviš, zelo dobro si napisal, se napolni, nikoli ne ostane prazna, ne, ampak če ti ne napolniš z dobrim, pride noter kaj? Ja, pride noter slabo. Kaj če pride, če ti aktivno ne polniš z dobrim, tako kot si rekel, ne, in to, kaj se človek ne zaveda? Kaj se človek ne zaveda, da po tem fantku nastaja luknja, da ta luknja, veš, brezno, ali pa kar brezno. Rana, ampak prav luknja, veš, fizično si zdaj predstavljal luknjo. Karkoli pride, najmanj prah se not nabira, ne, a veš, najmanj kakšno sranje se not nabira, po domače rečeno, a veš, če tega aktivno ne polniš z dobrim. In to ti ne pride na misel, da bi ti to percepto polnil z dobrim in potem tudi pri fantku to polnil z dobrim, ne, in potem pridejo not demoni, veš, kako, nekje sem bral, da pridejo not demoni, ne, se pravi, slabo, cinizem, a veš, ena zoprnija, eno če me ne maraš, se bom pa zaprl vase, a veš, tudi. Nezaupanje vase, ne? Nezaupanje vase, ja, tudi, ja, a veš, vse to samoobtoževanje, saj nisem vreden, mislim, sestro se mami pogovarja, z mano pa ben, tako, če dam primer tega, ne. A veš, in se rodi nov rod upognjenih moških, ne? Prosim? In potem se rodi nov rod upognjenega moškega. Nov rod upognjenega moškega, res tega fantka, ne. Ja, in ta, a veš, še hujše, ne, ta fant bo metal palce še naprej, ne, a veš. Zdaj, kaj je 8 let star, približno meče pač palce, neki hoče narediti, a veš, potem pa bodo ta dejanja bolj delikventna postajala, ali bo nemiren v šoli, ali bo težil profesorjem, da bo enkrat fotor prišel v šolo, pa, a veš, se začel zanimati zame, ne, a ne. A veš, da bo in pol na koncu bo mogoče ušel v neko družbo, v klapo, kjer bo pa najdel nekoga, ki ga pa on zanima, mogoče bo to nek dealer, ne, in ga bo animiral kot dealerja ali pa kaj, ne, mamil, a veš. To so nevarne stvari, ki se začenjajo takole, ko ne opaziš in fant še kar meče palce, ne, če dajemo narekovaj palce, ne. Da bi le vzbudil pozornost očeta, ne. Ja. Oče pa ni pozoren in ni prisoten in je upognjen, ker ga je tja na sprehod privlekla žena. Kako? Ja, veš, več. Ali je pač tudi on že to od doma prinesel, ne? Velikrat. Ta moško-ženski vidik malo probam odpreti. Ja, pa nočem ženskam dati sploh krivde, veš. Tako, da mu kar rekel, ženska ga je povozila, čeprav. Glej, pa veš kaj, enkrat sem razmišljal, no, pa pojeva na domobrance pa partizane. Oh my God, resno? Okay, če si upaš, pa Ma nočem tega diskurza zdaj odpirati, pa vendarle,
je nekaj malega, je tudi zgodovinske krivde, Benjamin. Dajmo to takole tudi vsem povedati. Ja. Glej, med pa po drugi svetovni vojni je mnogo moških izginilo. Izginilo. In kdo je izginil, v resnici? Kdo je v resnici izginil? Jaz sem se to enkrat sprašal. Veš, to je šlo na 10.000 moških. Mnoge moje tete so ostale brez mož, kot samske tete, ker jih pač ni bilo. Pomanjkanje moških je bilo takrat v resnici. Ali je pa fant, s katerim sta hodila pred vojno, med vojno, po vojni se ni vrnil več. Ampak zginili so najboljši, Benjamin. Zginili so trdni kmečki gospodarji, ki so vodili. Pustno zdaj, kako so vodili, da je bilo to zdaj to. Mnogi so tudi slabo mačistično vodili, baba molč, tih bot in tako. Narobe, failed, se razumemo. Izginili so močni podjetniki, izginili so privatniki, izginili so trdni duhovniki. Veš, taki trdni deci so izginili iz naših življenj, kmetije, grunte so prevzele ženske, kdo pač ni bilo drugega. Kdo pač ni bilo drugega in so postale, ne da bi same hotele, tudi možače. In fantki so to prevzeli in potem so kmetijo prevzeli in so bili ne nikoli videli moškega lika, trdnega moškega lika, tako kot ga tudi danes lahko srečaš. A veš, tako da to je en vidik, čisto sam ta zgodovinski, sam nakažen ga za nalaž. Zelo, zelo pomemben, ja. A veš, je to prisotno v slovenskemu narodu, v toliko majhnem narodu, da ti zgine morda 20.000 trdnih moških, je to velika luknja spet, veš. Je spet velika luknja. Pa pustimo, to je en vidik, a veš pa veliko vidikov pokaže v isto smer in ko v fiziki nekaj kaže sila v isto smer, se ta sila sešteje. In moraš biti zelo močan, da tej sili nasprotuješ. Tukaj so potem zgodovinsko gledano 60, pa spolna revolucija, pa feminizem, pa vse te stvari, ne? Ja, vse te stvari, veš, in enostavno... Toksično moškost. Ja, pa glej, pa pravzaprav izrinjanje moškega iz družbe sploh. Kakorkoli je to zdaj, bojo šle feministke po meni, nič hudega. Ampak izrinjanje moškega in norčevanje iz lika moškega, predvsem moža, očeta. Jaz sem šel za nalaž, zdaj sem namenil se pisati kako risanke vplivajo, recimo. Puj se Pepa. Fulušna risanka, noro, dobro, tako na prvi pogled, ko gledaš, zdaj pa pogled par Puj s Pep, sem šel pogledati, par Puj s Pep, kako je predstavljen tam lik moža, fanta, in kako je predstavljen lik žene, matere in hčerke. Primer. Oče pravi, jutri gremo pa na morje, se bomo kopali. In potem se zjutraj zbudijo, je bilo tako zasneženo, da ni mogel stopiti ven. Foter niti ne ve, v katerem letnem času živimo. A si predstavljaš? In potem, ko grejo na morje, so se kljub snegu, ki je bil tudi na morju, vse ženske kopale, mož se pa ni kopal, ker ga je zjebal, ne ga je pa zjebal, on ima pa lulčka, pa se mu lahko skrči. A zastopaš? Na ta vidik. Sneguljčica, nova verzija z Julio. Pa stara verzija, tudi Disneyjeve risanke iz 50-ih, se ni pozitivno moškega lika. Amen, Benjamin. Lej, Sneguljčica, tam se ona bojuje s princem, sablja se s princem, daj to mi povej. Zmaga in ga ona prosi za roko in tega princa kraljica spremeni v cuska, prlaufa k njej. Razumeš? To se useda v naše punce, v naše žene, v naše može, v nas same. A veš, v nas same. In si nezavedno, veš, Benjamin, na nivoju čist nezavednega, ta sila spet deluje v to smer. In potem, da je ta feminizem, ki se je dvignil zaprav na začetku, gremo stran od tega mačizma baba molč, če takole karikiram, ne? Do tega, da
da so šle ženske, so se lahko šolale, šle v službo in vse v redu, nič narobe s tem, a veš. Mi pa, ampak vseeno se pa zgubljala nekakšna naša primarna vloga zagotavljati preživetje družini. To se je izgubilo, veš, to se je izgubilo. Včasih je to mož imel. Je prinesel hrano domov, je prinesel prasca, čisti iz gozda domov in vsa družina je lahko jedla. A razumeš? In doma so bili otroci pošlihtani, noben se ni izgubljal, ker so vsi doma nekako delali, ki jih je mama pošlihtala, če jih pa njih je pa še oče pošlihtal, ki je prišel domov. A veš, in je prišel domov in jih je pošlihtal in jim je bilo mar. Zato, ker je mogel grunt prenesti na trdnega človeka, da bo grunt preživel. Ne? A veš? No in potem tole izrinjanje moškega, veš, tole nekako, a veš, da nič prav ne poveš. Ne? Če ti živiš svojo moško naravo, če si mal nemiren, a veš, ne, če si mal nemiren, namesto da bi te dali tam v šoli dvakrat laufi okoli šole, pa priti nazaj, a veš, te začnejo futrati z Ritalinom, da se pomiriš, da si potem kaj ena punčka lepo primer, pa en piflaček tam v prvi vrsti. To ni naše! To sem hotel reči, to je pa že četrta ta silnica, ki vleče, v to smer, ki je pa že res adijo, se pravi, ta šola, ki je res narejena, sfeminizirana in je narejena za punčke. Za pridne punčke, točno tako, ne? Benjamin, in vodijo šolo punčke, učijo punčke in je seveda sistem narejen za punčke. Pa to je, ne vem kako nastalo, to ni po moje z intencijo neko, z nekim namenom nastalo, a veš. In potem pride fantek, kam? Mislim, začne se v vrtcu že, vzgojiteljice. Redek vzgojitelj. Tako zaželeni sicer, veš, so zaželeni. Potem pride kveruk, evo katehistinja. Potem pride v srednjo šolo, evo učiteljice. Pride na faks, evo. Ga kaj zaserješ, evo sodnica. Ne? Tup, veš. Vojsko nam je vodila, pa policijo sta vodili ženski. Vsak jajca stran. To pomeni za slovenske moške. Točno to. Pa se ne bom spuščal, koliko kompetence gor ali dol, ampak enostavno, mi se tako počutimo, kot da so nam jajca rezali s to gesto politično, ne? A veš, Benjamin? In potem na koncu imamo pa še ful slabo vest. Ker nam stalno nabijajo, koliko smo nasilni, koliko smo taki, koliko bolj zaslužimo, koliko je vsega. Po drugi strani, Benjamin, pa mi ne zaživimo to, kar bi morali. Biti vodja družine, voditelj, glava družine. Ampak kaj zdaj to pomeni? To, kar si zdaj rekel, je v bistvu lahko že čist politično nekorektno, Aleš. Mislim, zakaj bi bil pa moški vodja, veš, a nismo enakopravni, vsi enaki. Seveda, da smo. Ampak da ne bo prav prehodno. Čak, da si moram pa prav ustaviti, ker sem se zagrel. Kako si se dobro zagrel? Kar daj naprej. Ne vem, čeprav se toliko zagrejem, jaz bi mogel mičkam bolj akademsko. Ne, se te noben ne posluša zato, ker bi bil akademik. Ok, gremo pa naprej. Glej, jasno je in tudi v Svetem pismu imamo tako, kakorkoli se bo kakšen vznemirjal, da gre za enaka vrednost po spolu moškega in ženske. Pred Bogom smo vsi Božji otroci. Vsi smo njegovi otroci. Drugim, ne? Ja, a veš, in to je treba sprejeti. To Božje otroštvo je treba sprejeti in Božja hčerka je nič manj vredna kot Božji sin. In gre, če to prenesemo v mačkan bolj sekularni jezik, gre za enako pravnost. Imamo enake pravice. In poudarek, nismo pa enaki. Nismo enaki. Če bi midva dala zdaj hlače dol, pa bi pogledala med noge, bi nekaj videla bingljajočega. Pri gospeh pa ne. Če bi šla delati analizo najnega hormonskega ustroja, bi izgledal drugače kot pri najinih ženah.
In še marsikaj, da ne bom zdajle. Sam dva konkretna, taka bolj biološka primera sem rajš povedal. Ne. Nismo enaki. Ne. A veš, in tudi Bog je predvidel, da nismo enaki in je prav, da nismo enaki. Ja. Zato, da se lahko dopolnjujemo, da se drug ob drugem lahko brusimo, da lahko pokažemo otrokom oba lika v družini, ne? To se pravi moški način in ženski način, da fantku pokažemo, očetje, kako biti mož in oče, in da punčkam pokažemo, ne? In da punčkam očetje pokažemo, kako izbirati moškega, za kakšnega moškega naj hrepeni po njem. Ja. Mama ima pač drugo vlogo, pa pustimo zdaj tole, danes so bolj pri descih. Ja. No, ampak tudi to je pa še ena izjemno močna silnica, ki je pač od zadaj cela agenda, a ne te teorije spola, pa ne bi prav preveč šel v to, se si samo načel, pa mečkeno menil, ampak ta iz tiste ranjenosti, pretirane avtoritarne, a ne, ki si rekel, je izrastel legitimen feministični odpor in potem je s časoma šlo v nasilno enačenje spolov, kar pa ne obstaja in ni res in ni prav. In če bojo moški manj moški, pa ženske manj ženske, ne bomo nič bolj enakopravni, ampak bomo oboji sem čedalje bolj zafrustrirani. In to se nam dogaja dejansko. Ne? Tako je. Tako, no. Fajn. Ja, glej, a veš, zdaj pa še to bi rad pojasnil mogoče, no, da ne bo v zraku ostalo. Ne. Kaj pomeni voditi družino? Ne? No, tu gre tudi že malo na to, kaj pa lahko naredimo, rešitev recimo, kaj lahko naredimo, da ne bo to te opognjenosti. Glej, mislim, da je rešitev v ženski, ni v moškem. Ni tista osnovna, veš. Glej, na naših programih, na naših seminarjih, ko Dani vpraša, koliko moški, dajte roke gor, koliko so vas ženske privedle na ta seminar, pa kar mnogi dvignejo roko, ne. Veš. In je to res, in je prav, da se razumemo, da so ženske pobudnice, ženska vid, ona ima talent, naravni dar, božji dar, rečeva. Za odnose. Mi nimamo, mi živimo tam v svojem svetu, veš, mi to, mislim, ne spregledaš, ne veš. Prvo, kar je, nisi dovolj ponižen, da bi rekel, joj, mogoče pa nimam prav, mogoče ima pa žena prav. In ko te nekako odvleče, greš, morda tam v tej neki ponižnosti, tam pa priznaš, pa pismo se ljudje moje pa mogoče prav. Le, mogoče ga pa sviram. No. To je ta prva drža, veš, ne, recimo, da te vendarle babenca to spregleda in te nežno vabi, ne, nežno pa z občutkom, pa z ljubeznijo vabi, daj vam idva nekaj narediti, vidiš, da ni dobro. Ne. Ampak kako je to drugače od tistega klasičnega vabljenja ali pa komandiranja pa komentiranja, ki pa je poniževalno? In zakaj se recimo na enem mestu pustiš voditi, na drugem pa ne? Dej še, malo sem ti zakompliciral, ampak dej. Ker to je drugače. Ja, tukaj je zaprav, ne, sam veš kaj. Zakaj, ne? Zato, ker se bojiš vstopiti v globino, a veš, tako, kot sem pisal zdaj, ne, zato, ker se bojiš, da če te bodo tam na enem seminarju, te bojo neki stiskali, si predstavljaš, boš mogel neki, čeprav veš, da ne pred drugimi, ampak vsaj pred ženo soš mogel iti v globine, tja pa ne greš rad, ka veš, da tam smrdi, in raj ne greš, da ne bom se jaz pogovarjal, kaj se imam jaz pogovarjati, važno je, da jaz kaj naredim okoli hiše, pa mir mi daj, pa greš lepo v svojo delavnico, pa tam nekaj brklaš, pa malo kosiš, pa... Še za pokazati. Ja, imaš kaj za pokazati, kaj imaš pod pogovor, te na kavču sediš in si nekaj pogovarjaš kot trednik, kaj pa je zdaj to, ne, kaj sem pa sam pogovarjal, treba je delati. En del mentalitete je tle, ne. Seveda je pa to, da se ti tako bojiš vstopati v svoje globine, še posebej, ker še niste prav pogosto vstopali v te globine in tega tudi preprosto nisi sploh navajen. Nisi navajen in enostavno
Ne greš. Ampak vendarle potem pa se problemi začnejo, otroci ti bežijo od doma v razne svetove, ki jih ne želiš imeti tam, pa vidiš, da so težave in potem, če si dovolj ponižen, priznaš, da treba to nekako reševati in ti potem greš k eni psihologinji ali pa neki strokovni delavki, kot je bilo pri nas, in ti pove, stari, ne pove ti tako, kot jaz zdaj govorim, ampak gospod, vi boste morali začeti reševati težave. Da si po domače, ti si kriv, stari. In ti to jasno pove. Lahko rečeš, sliki se baba zmešana, ne? Lahko pa rečeš, ja, resnica je to. In ti začneš ubadati. In začneš vstopati v življenje sina, ki ti je že rahlo odšel. In rabiš potem, jaz sem rabil 6 let, da sem vstopil nazaj v življenje svojega sina, ki je že rahlo odhajal. A veš, in to je in rahlo, ne. Nismo imeli še velikih težav, ampak rahlo. To je zdaj moja zgodba, ne. A veš, in mi je bilo lažje kot polniti luknjo pa sinovih, ne. Poseben, če so uporniški, veš, to je pa zdaj še ena sila, ne. Veš, ko se ti sinovi začne upirati, fotor ni tako pojma nima, in gre stran od tebe in te to boli in je zdaj to še ena sila, ki te potegne ven iz družine. Prav, pa se pa sami vzgajite, prav žena pa ti vzgaji. Ne, veš, ne. To je tudi moja zgodba, lažje je iti stran. Lažje je iti stran, veš, lažje je tam, lažje je vstati tudi Benjamin v službi. A veš, jaz ne rečem, da službe niso težke danes, ampak toliko časovno potratne, kot so moški odsotni zaradi službe, pa spet niso. Degeneraliziram, lahko imajo kakšni, a veš, ampak glej, prej ali slej se boš moral soočati, da z denarjem ne boš kupil sina nazaj. Ga ne boš. Ampak s svojo prisotnostjo, s polnjenjem te sinove luknje, te rane, ne, kot praviš, z dobrim. In da to lahko delaš, se moraš najprej ti polniti z dobrim. Moraš najprej ti sprejeti to, da si ljubljen sin od Božjega očeta in da ti je Bog dal nalogo, da sinu to luknjo z dobrim polniš, da, kako naj rečem, da vzgajaš na ta svoj očetovski način, pa tudi, če ni zaželen, tudi, če ti žena ne pusti, greš v smeri prav, mogoče zdaj še nas spozna. Vidiš, in je to težko. In glej, da smo pa tukaj, da smo pa pri bistvu. Kako voditi družino, da bo prav? Ne z mačizmom, ne s palcami, ne z nasiljem, ne s tem, kar smo brali pri Prežihovem Vorancu, Boj na požiralniku, ki si na toliko premlato, da je komaj živ ostal. To je fail. Ampak s tem žrtvovanjem samega sebe. Možje, ljubite svoje žene, kot je Kristus ljubil svojo cerkev. Kako jo pa je? Tako, da se je žrtvoval do konca. In ko to enkrat dec vzame za svoje, se žrtvuje za svojo družino. In ko to vzameš zares, to vodenje ne more biti drugače kot dobro. Kot dobro. Tudi predvsem, ko ima mož nad sabo voditelja, ki je Bog, ki obenem da to za to sprejetost, ki si rekel, to zapolnitev tiste njegove, po defaultu imamo vsi očetovsko rano v sebi, po defaultu smo ranjeni zelo, in ti in jaz in vsi. In verjetno ni več možno in ni možno, da bomo mi to rano pri svojem očetu si zafilali. Si jo pa moramo pri Bogu, zato da lahko. A veš, kadar imaš ti ta odnos z Bogom rešen, pol v bistvu tudi ne bežiš več toliko. Pol ni potrebe, da bi toliko se umikal in toliko bežal, ker ti da to ten pogum in eno moč za biti prisoten tukaj in zdaj. Ja. Enkrat moraš razčistiti, kdo v resnici lahko zapolne vse tvoje potrebe, ne?
Ja. Veš, to je čisto druga tema že, ampak Čist, pa močna tema, ki bi zahtevala celo pol ure, če ne še več. Ne, veš. Ampak ko enkrat to prepoznaš, da iščeš, da to rečeš, le Bog, napolni me, pokaži mi, kaj je prav, kako biti prav oče. In ko potem naletiš na ta odlomek v Efežani 5. poglavje, možje ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev. Tudi, ko gremo kar hitro, lahko ampak ko se pa to začneš spraševati, kako je Kristus ljubil svojo nevesto, cerkev, kdo je pa moja nevesta, se vprašaš, da ni to moja žena slučajno, da ni to tako malo razširjeno pogledano moja družina. In začneš umirati samemu sebi in takrat začneš počasi umirati, počasi, proces svojemu egoizmu. In potem si rečeš, padalo, čao, da prodaš. Si rečeš, to izbereš, to projekti ali pa banalizirano, samo igrice na mobitelu, s katerimi tudi odrasli deci bežijo. Ja, Benjamin, to so pa še... Ali pa, Runkel je bežal v padalstvo ali pa v gostilno, zdaj ta si ne upa, on ima pa sem še igrico na mobitelu, a veš, ali veš v pogledu. Ja, pa nadaljevanke, ali ne nadaljevanke, kako se že reče, serije, ne? Ja, pa kakšne je zelo dobro drugače, tako redo. Serije, ojoj, neki, a veš, neki katanine. Zdrava mira, ja. Lej, dobro, ne. Nekaj, ki te odvrača od tega, da bi ti se žrtvoval, a veš, ne. Vse je tudi to, kar ti žena reče zvečer, ne, jaz to menim, da morata mož pa žena skupaj hoditi spat, ne. Kako, ne? Ja, ne. Se lahko zgodi, ne, kakš ti tam, ne vem, ti si tam že 10 minut je včasih prepozen, če prideš, ne. Ja, itak. Ja. To se pravi, lulati zobke, umiti pa spat en za drugim, ne, a veš, a veš, tudi ta bežanja so vsa mogoča, ne, in vse je lažje zdržati ob lepotici, ki te vsake toliko časa tudi nalaja malo te, vse veš, kaj je vse, ne. Prsinu, ne vem, ki ti itak stalno da vedeti, in to leta in leta ti da včasih vedeti, da s tabo itak ni nič, da to nima jaz kaj s tabo, koš pa ti ne. Vse potem pa šele, ne, po 20-ih, a veš, pa pol, ki znajo, ali pa kakorkoli. V glavnem, Benjamin, da nama predolga tudi, ne, zdaj bo počas zaključovala. A veš, v bistvu se treba zazreti in to je naš nebeški oče, pa njegov sin, pa sveti duh, da ne bom samo nebeškega očeta. In pogledati, kako Bog dela in vse veš, mi imamo to stalno presepa, Sveto pismo. A veš, vzameš v roke, ponižno, vzameš v roke pa rečeš, jaz se grem učiti. Jaz se grem učiti na pravo mesto. To je to. Deva reči, če želi moški iz upognjenosti, iz odmaknjenosti iz tega, prvič praviš, gre k Bogu, se učiti. Ja. Čisto konkretno priporočamo Sveto pismo. Ja, ni dobro, da zdaj na prvo mesto, zato ker nismo ponovadi toliko v Bogu, da tu najdemo rešitve. A veš, ne moreš iz upognjenega zalaufati k Svetemu pismu, k zakramentom, a veš, to, kar je najbolj prav. To v bistvu vidiš na drugo žogo, ne? Zato, ker nisi tako križen. Tako, in prva je ženska. Prva je ženska, veš. Ona vidi, ona te lahko spodbuja, ona ti lahko da tudi potrditev. Lahko ti da tudi še kaj drugega. Dobro, pustimo zdaj te. Daj, Benjamin, da nova zajadrala. Bo to kakšna druga tema, jasno, da ženska. Dobra tema, to lahko malik s tem naredi, kaj ne rečem. Ja. Dobro, ampak lej, najprej, da prepozna, a veš, da te začne nežno vabiti, ne s stalnimi očitki, pa s sabo ni nič, pa lej, dej to, pa pa tret, pa kva, pa knjige ti nastavlja, take pametne psihološke knjige ti nosi, da boš ja prebral, pa ti zanalašno odpreš, pa... Da ona v eni molitveni drži, v eni nežnosti,
tudi v dati decu prav, tudi če nima prav, to je pa zdaj to pomeni, da nam spet odpirajo težko temo. Ne? A veš, da ti da kdaj prav, tudi če ona zdaj na prvo žogo vidi, da nimaš prav. Okay. Ker mogoče pa imaš prav, ampak sam drugače vidiš s svojimi moškimi očmi. A veš, in takrat moški reče, prav mi je dala, ne? Kva pa če še jest. In tako se moški ne more odpovedati ženski, ki mu da prav. A razumeš? Ker mu je izkazano spoštovanje. Ta avtorica, ta Italijanka, ne, Konstanca Mirjano pravi, in moški se ne more odpovedati ženski, ki mu da prav. Ampak po drugi strani pa tudi ženska ne pade v prazno, če da moškemu prav, ampak pade v njegovo ljubljeno naročje. Meni je to tako dobra misel od tele bejbike. Knjiga je ful zoprna za brati, kaj je gostobesedno italijanska, ampak tako pa babenca neki prbije je pa toliko močno, da mene se zul, veš, in ko vidiš, da je to točno res in ženska ti pade v ljubljeno naročje. A je ljubeče mogoče? Ljubeče naročje? Mogoče, pogledaj. Naročje, ki ljubi, ne? Tako, a veš, v ljubeče naročje, In to je za oba prav, ne? A veš, in to si pravzaprav ženska želi, ne dela pa tako, da bi do tega lahko prišlo. A veš, to je pa ta ranjenost, tudi na moški in na ženski strani, in a veš, in ta razdor, ki ga oče razdora, oče ločitve, oče ločevanja, oče teme, povzroča. Najrajši med možem in ženo. Ja, tako. Glej, rešitve so. Rešitev je, se pravi, tudi ta vzgojna rešitev, o kateri sva sicer veliko govorila, praviš, se na primarnem nivoju začenja med očetom in med možem in ženo, ki začenjata intenzivno graditi svoj odnos. Še nekaj morda, Benjamin. Za zaključek. Za zaključek, ja, amen. A veš, tudi, mogoče sem preveč dal zdaj odgovornosti ženskam. Tisti deci, ki to odgovornost ima tiska prej vid. In zdaj so ljudje, če so poslušali zdaj najo, pa če je bilo nekaj malega ponižnosti, da se je tole slišalo, imajo možje tudi odgovornost. Od zdaj naprej. Tisti, ki bo zdaj poslušal, ima od zdaj naprej odgovornost za to. Da ne bova, ampak jaz sem prej govoril, kako je tako po defaultu, dokler dec ne zaveda. Ampak kako pa enkrat veš, pa nimaš več izgovora, da ne veš, in od takrat naprej imaš odgovornost, da greš spet procesno, korak za korakom v smeri za prav. Razumeš, da ne bom odvezal odgovornosti moške. Ful si nas dobro za ribu dece zdaj, veš, ko si skozi tako napelval, da ima ženska, a veš, zdaj si pa... Vcaj si mislil, da se boš rešila sranje za na koncu. No, dobro, mogoče pa kakšni nojo do konca poslušala. Ja, upam, da bodo, no, kar je potrebno. In se moramo res prevzeti odgovornost. Jajca in gas in je to akcija. Imeti jajca pa pomeni v prvi vrsti biti ponižen. Mene je zadelo Psalm 69. vrstica, ne vem, če 66, zdaj ne vem na pamet, glava moja. Jaz povem, kaj pove. Ja. Ponižni slišijo, ne? Ponižni vidijo. Vidijo. Veselijo se. Poglejte to, začetek in konec. Tole, alfa in omega, sem si enkrat namislil tole nota, veš. Začetek je ponižna drža pred kom? Pred Bogom najprej. Ne kar pred vsemi, to je ponižanje. Ponižna drža pred Bogom in dec, ki poklekne pred Boga, ne bo poklekal kar pred vsakim. Veš, ponižna drža. In potem veselijo se, to je pa konc v nebesih. Veseliš se, jaz računam v nebesih, ko bom nazaj pogledal, tudi nekaj. Dobrega je bilo. Aleluja. Tudi tale oddaja je bila tudi zelo dobra. Hvala ti. Fajn. Bova še kdaj, neč ne rečeva kdaj, ampak hvala Bogu, ja. Možakari, gremo, zravnana drža. Amen, pismo, jaz se tle držim, veš, kad toliko slab vidim, se moramo kamero nagibati. Dobre. Peter sem pravi, ramena nazaj pa gasne, ampak mi pravimo pa tudi še z odnosom, ne? Z odnosom z ženo, pa skupaj graditi odnos z Bogom in potem vplivati na vse druge odnose. Amen. Hvala, Aleš. Srečno, naslednje. A už ti zmolo za konc?
Najboljš, no. Kaj sem najboljš, ko sem bila zanč, pa deva še tako en tak, potem tak protokol mi je lepo lepo, ne. Tako. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dobri oče, hvala za to, da nas nagovarjaš o Božji besedi. Hvala, ker si poslal Sina, ki nam pokaže pot, kako živeti, ki je govoril in živel in nam kazal njegov odnos s svojo nevesto, s cerkvijo, s svojo nevesto. In ta odnos Kristusa z nevesto je prispodoba odnosa med možem in ženo. Gospod, daj, da gremo deci to iskati. Kaj je Jezus delal, kako je delal, kako je on vodil, da bomo mi znali voditi svoje družine, tako kot je Kristus vodil svojo cerkev. Daj nam pa tudi duha, celo sveto trojico bomo vpletali. Daj nam tudi duha, da nam da moči, da mi vsak dan kontinuirano v tem procesu, ki so večkrat ga omenila, stopamo v smeri proti tebi, Gospod. In to bo zaziher prava pot v življenju za nas, za naše družine. In tako, ko pogledamo na širše, tudi za družbo kot celoto. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, hvala, Aleš. Odnosi, sploh če so taki, da delamo na njih, tako kot smo rekli, so zakon. Hvala, ker ste spremljali tole oddajo. Če še niste naročeni na Diževe e-novičke, www.diz.si, tam dobite 10 na svetu, kako graditi boljši zakon. Obenem se boste pa naročili tudi na tedenske e-novičke, pa je to lahko kar en tak prvi konkreten korak, kako pognati ta voz naprej. Hvala, naslednje. Hvala tebi, Benjamin, za odlično vodenje. Hvala, Aleš, tudi za odlično gostovanje. Živjo. Živjo.